Hej, tukaj Sabina oziroma Mami na vrtu in odločila sem se, da naredim še en video s še več idejami, kaj podariti za darilo. Lahko je to za Božič, lahko je to za novo leto, lahko je to v bistvu za katerokoli drugo priložnost. Za še več idej, poleg teh, ki jih bom danes pokazala, pa vedno lahko pogledaš na spletno stran maminavrtu.si. Tukaj imaš ogromno enih idej, kaj lahko podariš za rojstni dan fantu, punci, ženi, možu, detku, babici, otrokom, v bistvu res ogromno idej. Tako da vedno sem vesela, da mi tudi dajete svoje predloge, ki jih lahko tudi tokrat napišeš pod komentarje. Tako da zdaj bomo pa začeli kar od začetka. Jaz zelo rada podarjam uporabne stvari. In ena izmed zelo uporabnih zadev je tudi vrečka za nakupovanje. Lahko je tako nakupovanje, da daš več stvari noter, lahko je za sadje, zelenjavo. Jaz tukaj noter tudi kupujem čičeriko. Tako da nekoga bom nagradila z tole vrečko. In sicer nekoga, ki bo komentiral spodaj, kaj rad podari oziroma rada podari za darilo. In zakaj bi imela tole vrečko? Tako da napiš spodaj, pa nekdo dobi tole vrečko na dom. Upam, da še letos. In naslednja ideja, ki sem tudi rekla, da jo moram predstaviti, je tale žlička in vilčka v enem. In sicer zakaj? Zato, ker res grem dostikrat po dogodkih, izletih in se mi zdi ful fajn, da je na ta način čim manj odpadkov. Zelo je uporabna ne samo za otroke, tudi za odrasle, recimo na letalo jo lahko vzameš, ker pač ni orožje, ker pač to ni nevarno. Tako da tale žlička, vilčka, žljivica je ful fajn ideja, tako da priporočam za vse. Mi imamo kar dve taki, zato da pač lažje lahko karkoli pojemo, kjerkoli smo na izletu. Recimo, če vzamemo sladoled tudi v lonček, imamo tudi svoj lonček in potem lepo pač otrok počasi to poje, ker se drugače sladoled topi in so živčni, tako da o tem daj drugič. In se mi zdi to ful fajn ideja. Drugač pa, letošnji hit, ki ga bom tudi jaz podarila veliko ljudem, je gobica. Tale gobica zgleda v bistvu čist kot neka navadna gobica, ampak v bistvu gre za lufa bučo. Ta lufa buča je rasla v Sloveniji in sicer je iz linije izdelkov Dante Smile. Pri Dante Smile so se odločili za biorazgradljivo varianto, zato ker želijo tudi oni čim manj odpadkov. Naredili so svoj nasad buč, olupali so jih, ven so pobrali semena in ta goba je odlična, ne samo za čiščenje posode, ampak tudi za telo. Tako lahko zbirate med lufa bučo, ki je za pranje posode, ali pa za umivanje telesa. Tole bo letos pri nas kar velik hit in že ene par ljudi je to pri meni videli, so rekli, jaz bi tudi to imel, tako da dobite. Še ena stvar, ki je tudi za pranje posode, ki jo jaz uporabljam že več časa, to je vsaj 3 mesece, je tale gobica, kafetkarca, ki je v bistvu reciklirana iz jutinih vreč, ki so jih imeli za pač prenašanje kave, zrn kave in sicer tale je pač zdaj že mečkan zdelana, ampak je še vedno zelo, zelo uporabna, tako da tudi to je ena ideja. Trenutno je mokra, zato ni toliko svetla. Tako da ja, to je res ena stvar, ki jo priporočam za vse, pač, ker je res uporabna, pač kdo tega ne bi imel. Pa zelo dobro puca. V bistvu jaz uporabljam zdaj samo še te dve stvari za pranje posode in se super obnese. Še ena stvar, ki je ne smem pozabiti, je rokovnik. Ne vem, če uporabljate rokovnik, jaz ga do letos nisem uporabljala, priznam, ampak sem se odločila, da z naslednjim letom bom pa tudi jaz bolj organizirana. In recimo ta rokovnik sem je že začela na polno izpolnjevati. Raj ne bom kazala, kaj se noter piše, ker imamo že ogromno enih informacij. Je pa to moje leto rokovnik z ljubeznijo mama. In sicer je zelo praktičen ne samo za starše, ampak tudi za tiste, ki še nimate otrok. Res je tako fajn, ker lahko ogromno stvari napišeš, tudi take lepe misli, ogromno teh to-do listov, kar pač meni zelo prav pride. Rabim napisati stvari za doma in za pač poslovno življenje, tako da vse skupaj združim v enem rokovniku. Tako da tale rokovnik je še ena zelo fajn ideja za darilo. Potem pa še zadnja stvar in sicer BizWrap. BizWrap jaz dostikrat pokažem v storjih na Instagramu. Uporabljam ga, ko prekrivam kakšne posode, recimo kakšne pečem ali pa kakšne te smetane delam ali pa karkoli in lepo pač prekrije posodo. Hkrati je zelo uporaben za sendviče, to jaz mojemu mojstru dam, ko grejo. In sicer pač lepo sendvič zavijemo noter, potem pa samo speremo in na ta način v bistvu jo uporabljamo večkrat. To je sicer narejen iz čebeljega voska in pa smole in pa organskega bombaža, tako da v bistvu je idealna priložnost pač kot darilo, da lahko date nekomu, ki pač rab, da kaj noter zavije, da ko gre nekam in rab kam malco dati, tako da res priročna zadeva. Pride tudi v različnih velikostih, recimo tale je največja velikost in sicer je uporabna tudi za zavijanje kruha.
Evo, takole, če si predstavljaš, koliko je moja glava velika, pa koliko je veliko tole, se pravi BizWrap. Evo, to je kar velika zadeva. Tako da jaz bom vse povezave do teh izdelkov dala spodaj oziroma jih opisala, kaj to je, ime, da si boste pač lažje zapomnili. Je pa to za danes, tako da se mi zdi, da tole sem predstavila kar nekaj praktičnih stvari. Če se ti zdi praktično ali pa če se ti ne zdi praktično, mi napiš, ker imam ful rada vaše komentarje in pa seveda deljenje videov in pa mojih vsebin. Hvala ti, ker me podpiraš, ker slediš mojim kanalom in me podpiraš na ta način in mi daješ veliko motivacijo še za naprej. Uživi, lepe praznike ti želim, pa lepo se imej. Čau!